Spoštovani, ura je 17. Dobrodošli in dobrodošli na večerovem soočenju pred lokalnimi volitvami, ki jih na Koroškem večer tokrat pripravlja danes v Dravogradu in jutri na Prevaljah. Torej, dobrodošli vsi, ki ste prišli in vsi, ki nas spremljate v živo na Facebook strani večera. Torej, večer.com je z vami, večer časnik kot večer in pa seveda tudi na Facebook strani vas neposredno prenašamo, tako da bodo vaše besede lahko šle tudi širše med vaše volivce. Torej, Dravograd bo tokrat dobil novo občinsko oblast. Dosedanja županja Marjana Cegala se je namreč po dolgih 20 letih vodenja občine poslovila. Potekel je mandat oziroma z odstopno izjavo je odšla in se preselila na položaj direktorice zdravstvenega doma Dravograd in občino od takrat začasno vodi podžupan gospod Anton Preksavec, ki je tudi eden od kandidatov. Torej, 5 kandidatk oziroma kandidatov za županjo oziroma župana imamo v Dravogradu, kar je največ na Koroškem, torej se kaže interes za to funkcijo, kar je lahko samo dobro. Naš namen je torej, da predstavimo vaše vizije, da jih soočimo v obdobju 20-letnega županovanja in da bralci in poslušalci lahko vidijo, kaj lahko pričakujejo v prihodnje. Na volitvah ste že izžrebali vaše številke, zato smo vas danes posadili kar po tem vrstnem redu in vas kar predstavim na kratko. Tukaj je gospod Rok Kotnik, letnik 92, Robin Dvor, Dravograd, diplomirani politolog, dela v bančništvu, predlagatelj je Nova Slovenija. Lep pozdrav. Zdravo. Tako je ob njem Anton Preksavec, letnik 75, diplomirani ekonomist, podžupan, trenutno vodi občino, kot že rečeno, Trbonje, predlagatelj Robert Plimon in skupina volivcev. Lep pozdrav. Dobar dan sem. Naslednja kandidatka, prva kandidatka, Marjeta Podgoršek-Rek, letnik 71, Tribej, Dravograd, profesorica geografije in zgodovine na Dravogradski osnovni šoli, bila je tudi ravnateljica, predlagatelj pa je Maksimilijan Kotnik in skupina volivcev. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Naslednji je Simon Šeneker, letnik 85, Trbonje, diplomirani inženir gradbeništva, ukvarja se z gradbeno operativo, priženil se je na Koroško 100. konca, lista Franca Kanglerja, Nova ljudska stranka Slovenije. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. In pa še Sonja Kemper, letnik 1975, Goriški vrh Dravograd, predlagatelj Lidija Požgan in skupina volivcev, sicer pa ekonomsko-komercialni tehnik, ukvarja se z računovodskim in finančnim svetovanjem v mednarodni računovodski hiši, prišla pa je na Koroško s Kamniškega konca. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani. Tako predlagam, da kar začnemo po tej uvodni predstavitvi, še nekaj o pravilih, bodite se čim bolj kratki replike so dovoljene, kar mi nekako nakažete, spodbujam seveda kulturo dialoga, sem vas že poslušal in tudi poznam toliko kandidatke in kandidate, da ste sposobni normalnega dialoga, seveda pa spodbujam, kot rečeno, tudi replike in vašo razpravo. Sam imam kar precej vprašanj. Mogoče bomo začeli tako uvodno za ogrevanje, kratko ogrevalno vprašanje, naj ne bo vaš odgovor daljši od 1 minute. Torej, zakaj, gospod Kotnik, ste prav vi najboljša izbira za župana Dravograda? Hvala lepa, gospod, za vaše vprašanje. Najprej bi rad izkoristil to priložnost in bi pozdravil vse moje sokrajanke in sokrajane, ki so se danes udeležili te javne tribune. Kdor me še ne pozna, moje ime je Rok Kotnik in sem kandidat za župana občine Dravograd. Svojo partnerko in 4-letno hčerko živim na Robin Dvoru, diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani iz smeri analitska politologija. To smo že malo povedali, torej zanima me, zakaj ste prav vi najboljša izbira za vodenje Dravograda? Sam sem mnenja, da sem jaz najboljša izbira ravno zaradi tega, ker prinašam nov veter, novo svežino in novo vizijo Dravograda. Dravograd se danes sooča s številkami, ki so nezavidljive. In nekako me je to pognalo, da sem se odločil, da se spustimo v to bitko za župana, ker menim, da lahko Dravogradu prinese novo pot razvoja, novo pot perspektive, ki zdaj zaenkrat manjka. Gospod Preksavec, za vas enako vprašanje, kratko prosim. Hvala za vprašanje, lep dober dan, lep večer vsem prisotnim. Zakaj bi bil najboljša izbira ali sem najboljša izbira? Vsi me že dobro poznate, že zelo dolgo vpet v lokalno dogajanje v naši občini, od članstev in delovanj različnih društvih, nazadnje kot podžupan občine Dravograd, zadolžen za družbene zadeve, hkrati član štaba civilne zaščite, kjer ste me imeli priložnost poznati ob vseh večjih naravnih nesrečah, ki so nas prizadejale, nazadnje pri COVID epidemiji, kjer sem zelo aktivno sodeloval vsemi svojimi sodelavci in verjamem, da smo samo epidemijo v naši občini peljali vzorno. Zakaj bi bil najboljši? Ker imam vizijo, imam izkušnje in imam ekipo, ki me bo pri tem podprla. Hvala.
Enako vprašanje za vas. Ja, tudi jaz bi nagovorila svoje sokrajane in sokrajanke, vsem skupaj lep pozdrav. Vidim, da je ta tema kar aktualna in sem zelo vesela, da ste se pridružili temu soočenju, zato da malo imam občutka, a spremljate stvari ali ne, vsi niso na Facebooku, a ne, in zato je to prav, da se vidimo tudi tukaj. Zakaj sem jaz najboljša izbira? To bom videla šele 20. novembra, a sem najboljša izbira. Jaz pa vseeno mislim zase, ker sem delavna, vztrajna, pozitivna, zmeraj se znam nekako pobrati in imam vizijo v prihodnosti in si res želim sprememb v Dravogradu. In verjamem, da si jih tudi vi nekako želite, zato verjamem, da sem jaz najboljša izbira. Gospod Šeneker. Lep pozdrav vsem občanom in občankam občine Dravograd. Kot veste, sem se odločil za kandidaturo zaradi določenih sprememb, ki jih hočemo ustanoviti v občini. Mislim, da se bližajo počasi hudi časi in mislim, da je problem, da bomo mogli rešiti te spremembe. Hvala lepa. Še gospa Kemperl. Že dobre 3 leta sem ponosna Dravograjčanka in ne da ni sprememb, premalo jih je. S svojim globalnim razmišljanjem in znanjem znam ustvarjati in delati lokalno. Neobremenjena sem s kakršnikoli zamerami ali pa z nahrbtniki preteklosti lokalnega prebivalstva, tako da mislim, da lahko z optimizmom in z racionalnostjo naredimo skupaj marsikaj. Hvala vsem za ta kratek uvod, pa bi mogoče za začetek, preden začnemo z vašimi vizijami in s prihodnostjo, vendarle še pospravili z mandatom odhajajoče županje Marjane Cigala. Pa začnemo zdaj pri vas, gospa Kemperl. Zanima me naslednje, kaj je po vašem mnenju njen največji uspeh in njen največji neuspeh? Dolgo je bila županja, 20 let ni malo. Kot je dejala za Večer, sta zidak in asfalt žal še vedno ključna za uspeh na volitvah, to so njene besede. Hkrati pa tudi, da je treba presoditi, kdaj je čas, da se posloviš. Torej, ali menite, da je bila ona predolgo na tem mestu, oziroma, če kar se držite mojega vprašanja, kaj je njen največji uspeh in največji neuspeh, začenjamo z vami? Definitivno je največji uspeh se obdržati na stolčku 20 let. Nastopila je svoj mandat v času, ko so prevladovali moške osebe na tovrstnih funkcijah. In da je vodila občino 20 let, ni zanemarljiva številka. Težko sodim, kaj so bili njeni največji uspehi in neuspehi v zadnjih 20 letih. Definitivno uspeh sem že omenila. Neuspeh z mojega zornega kota je pa to, da se v občini premalo dogaja in premalo razvija. Zapustila nam je pa tudi, na žalost, zelo klavrno dediščino. Gospod Šeneker, enako vprašanje. Njen največji uspeh in neuspeh? Kot vidim, največji uspeh je bilo, da je držala za ljudi, da je bila skupaj z ljudmi v celi zgodovini, kaj je bila v vladavini 20 let. Kot Cigala, najbolj me je motilo zadnji čas, kaj se je dogajalo, so partnerstva. Ne vem, če smo izpostavljali, da je možno najeti kredite, zakaj smo se odločili za partnerstva. Hvala lepa. Mogoče bo kasneje gospod Preksavec lahko se je vključil, ker je vendarle podžupan, ampak gremo zdaj po vrsti, gospa Podgoršek Rek. Ja, jaz spremljam njeno delo vsekakor že 20 let. Moram reči, da sem bila od začetka tudi ena kar njena volivka. Sem jo tudi podpirala, ker se mi je zdelo, da je kar imela en zagon. 20 let je pa verjetno kar ena res dolga doba in se mi zdi, da se človek verjetno izpove nekako z vizijo, z idejami in pa mogoče, ne vem, ali je včasih potem že dovolj nahrbtnikov ali ne vem česa, obljub preveč danih in velikokrat se potem zgodi, da vseh obljub ne moreš verjetno izpolniti in potem... Ste lahko konkretni, katere obljube? Ja, verjetno mogoče tudi ponavadi, tako kot je rekla pri asfaltih, mogoče ravno kak asfalt, da ni bil obljubljen, pa je bilo mogoče potem kaj slabe volje, ne bi zdaj mogoče kaj konkretno. Bilo je tudi en kup projektov verjetno predvidenih, ki se vsaj v 4 letih, odkar sem jaz tule tudi kot občinska svetnica, se jih niti dotaknili nismo. Recimo smo predlagali razvojni strateški načrt, za katerega se jaz izjemno se za njega potegujem, ker se mi zdi, da rabimo načrtno vizijo,
Pa v 4 letih mandata smo prišli do tega, da smo v lanski proračun dali 5000 evrov za to, pa nismo prišli še sploh do kakršnekoli izvedbe, da bi se to delalo. Moram pa reči, da sem po eni strani zelo vesela, da nismo prišli, da bo to mogoče pa novi župan ali županja naredil to vizijo in potem peljal naprej. Pa v zadnjem letu mogoče sem zelo pogrešala njeno, rekla, sodelovanje v okolju, mislim, da sploh nismo vedeli, da obstaja, vsaj zadnje 4 leta pa mogoče... Ne bo zdaj dovolj, minuta mislim, da je že mimo. Gospod Preksavec, vi ste bili tesen sodelavec prejšnje županje, nekaj pravzaprav takole kritik s tem leti tudi na vas. Ja, bom rekel, da je kar nehvaležno ocenjevati delo drugih. Seveda lahko rečem, kot iz svoje perspektive, največji uspeh prejšnje županje je vsekako razvoj Dravograda v vseh krajevnih skupnosti. Dravograd je sestavljen iz 5 krajevnih skupnosti in vse so se dokaj enakomerno razvijale, opremljene, bom rekel, tako za komunalno cestno infrastrukturo, z različnimi domovi. Glede na to, kar je bilo sicer povedano, ne vem, kakšna klavrna zapuščina, to bo mogoče gospa Sonja pojasnila. Premoženje Dravograda se je od nastopa njenega mandata pa do danes povečalo kar nekajkrat. Kot največji neuspeh pa bo mogoče res lahko rekel, da županji nekako ni uspelo, bom rekel, izgraditi kanalizacije v tistih delih, kjer je še nujno potrebna, ampak verjamem, da bomo to v naslednjem mandatu tudi vse uredili. Ampak vi ste bili del te ekipe, torej del odgovornosti tudi na vas. Tako, jaz se ne izogibam odgovornosti, mi smo delali, bom rekel, skladno z sprejetim proračunom. Kot sami dobro veste, proračun je takšen, kot je, sredstev je toliko, kot je. Država stalno nalaga, bom rekel, nove obveznosti, primarna poraba temu ne sledi, zato se zajeda seveda v te naše, bom rekel, investicijske projekte, ampak kljub temu veliko projektov se je naredilo in verjetno, oziroma ne, še veliko se jih bo. Gospod Kotnik, še vaš pogled na zapuščino, gospod Cigan. Jaz se sicer ne bi tokrat ukvarjal s preteklostjo, bolj bi rad gledal v prihodnost, ampak vendarle izvali ste s tem vprašanjem. Zdaj, kar se tiče projekta kot takega, se mi zdi, da najbolj smiseln projekt, ki sem si ga bom zapomnil od njenega županovanja, je projekt Most čez Dravo. To je ta peš pot, kolesarska pot, kakorkoli, ki nam služi kot to, da pač lahko na lep način pridemo čez Dravo. Kar se tiče pa njene napake ali pa recimo slabosti, ki jih je imela v svojem županovanju, je pač enostavno to, tako sem že v začetku povedal, statistični podatki, s katerimi se občina danes sooča, se pravi z zmanjšanjem prebivalcev, z staranjem prebivalcev, ki je tudi nad koroškim povprečjem, ki je že tako nad slovenskim povprečjem, so pa zapuščina trenutne županje in trenutne oblasti. Tam najprej se je gospa Kempel prijavila, pa potem vi. Ste končali, ne? Ja, načeloma sem pač hotel to še povedati, da pač želim, da za neko novo vizijo, ki jo imam, se pogovarjamo bolj o prihodnosti, o tem, kaj bomo mi kot župani naredili, ker na to bomo imeli vpliv. Bomo prišli absolutno do tega. Še na kratko mogoče? Ja, glede na to, da je gospod podžupan omenil, da so se krajevne skupnosti enakomerno razvijale, jaz mislim, da nasplošno Dravograd se ni razvijal tako, kot so se sosednje koroške občine in mislim, da nekega napredka posebej ni bilo. Bi tudi omenila mogoče slabo zastavljene investicije. Sama bi lahko kar povedala, vsaj s strani šole, nekaj investicij, ki so bile zastavljene dokaj, rekla, na 1, 2, 3, mogoče nepremišljeno, so se zelo hitro ugotovile tudi napake, ki pa niso bile odpravljene še do danes. In to izpred 10 let. Še danes se pogovarjamo o Pompejih, vsi vemo, v bistvu, tam bi morali graditi sedaj zdravstveni dom, pa je zapuščina skoraj prazna, propada. Do tega bomo še prišli. Mislim, da je kar vrsta teh vsebinskih vprašanj, ki bi se jih še rad kasneje mogoče dotaknil, zato predlagam, da gremo kar mogoče po vsebinskih sklopih zdaj naprej. In moj prvi, mogoče kratka replika samo, oziroma odgovor gospoda Preksavca, ki je bil mogoče neposredno. Ja, glede na to, da me je gospod Preksavec izzval, da naj malce argumentira mojo prejšnjo izjavo, ne. Glede na to, da izhajam iz finančnih vod, sem definitivno vzela pod drobnogled bilance in naredila analizo poslovanja v letih 2016 in 2021, to, kar je javno dostopno.
Negativni rezultati, veliko dolgoročno zadolževanje v primerjavi z bilančno vsoto definitivno niso dobro odskočna deska za investicije, saj ne za tiste investicije, ki jih imamo potencialni županski kandidati namen izpeljati. Definitivno so pa z rezervami in z ostalimi transferji investicije, ki so bile že potrjene, pokrite. Tako da imamo novi predstavniki na občinskem parketu zelo malo manevrskega prostora, da bomo zrealizirali tiste cilje, ki smo si jih sedaj zadali v programu. To je praviloma tako v občinah, ampak gospod Preksarec. Ja, hvala. Replika glede zadolženosti občina Dravograd je ena izmed, bom rekel, razmeroma malo zadolženih občin. Naš indeks zadolženosti dosega 55% dovoljene kvote zadolženosti, tako da brez strahu še vedno se bomo lahko zadolžili, če bo potreba tudi odplačilo kreditov. Ta večjih, bom rekel, bo poteklo v letu 2027, tako da še enkrat, finančna politika občine je bila zmeraj potrjena na vseh občinskih svetih, tako pregledi nadzornega sveta, kot tudi občinskega sveta, so bili zmeraj, bom rekel, pozitivni. Kar se tiče starostnega indeksa, sem že enkrat pojasnil, starostni indeks pri nas je večji za eno leto od slovenskega povprečja, tudi na račun dveh zavodov. Mi imamo en velik javni zavod, Dom starostnikov Črneče, s približno 270 varovanci, ki veste, da dosegajo večjo starost, tu je še Dom Svete Eme v Šentjanžu, skupaj to predstavlja, mislim, da dobre 4% naše populacije, in verjetno je tudi to prineslo do tega, da je ta naš starostni indeks malo večji, kot je povprečje države. Je pa isti kot Radlje ob Dravi, kjer ima Dom Melina, in verjetno tudi to razlog. Ja, hvala. Jaz bi se mogoče kar premaknil naprej, raje na vsebinska vprašanja, konkretna, ki zadevajo ljudi, ne toliko mogoče finančno droboje v tem trenutku. In prvi sklop vprašanj bi se dotikal prometa. Tu bi odprl vprašanje obvoznice. Prometna obremenitev Dravograda je zelo velika. Izpostavila je tudi civilna iniciativa za obvoznico skozi center. Skratka, težav je veliko. Dnevno naj bi peljalo skozi center 3000 vozil, od tega 250 tovornjakov, skratka vsake 4 minute. Zanima me, kakšna je vaša vizija prometne ureditve skozi center? Torej, ali Dravograd potrebuje obvoznico? In tu bom dodal še konkretno vprašanje, za to soočenje sem se pogovarjal tudi seveda z ljudmi in gospodarstveniki, denimo z direktorjem Monterja, gospodom Kadišem. Pravi, da ljudje ob dveh enostavno ne morejo v službo, ne domov, hodijo v službo pol ure prej, da bi točno prišli med 2,5 četrto uro so kolone mimo Monterja do Iverke v Šentjanžu. Skratka, kup težav pri vsakdanjem življenju ljudi. Da ne omenim še obnove Mariborske ceste, pa tu Škarpe pri železnici, kjer smo ljudje praktično iz vse Koroške ždeli pred semaforji, dogajalo se ni pa ničesar. In zanima me, kakšna je vaša prometna vizija Dravograda, pa začnimo zdaj pri gospodu Šenekerju, da vedno začnemo nov krog pri novem kandidatu. Vi ste tudi graditelj. Hvala lepa. Nisem pa še omenil, da sem še po stroki, kaj sem diplomiral, iz kje sem držal do zadnje minute, prometna hidrotehnična smer. To pomeni kaj? Povejte. Prometno. Če smo zdaj že pri tem. Mi smo imeli en izpit strokovni, ki smo ga mogli opraviti, smo delali analize prometa, smo šli na križišče, šteli promet, delali tabele, izračune in reševali. Izziv bi bil diploma iz Dravograda, recimo. Ja. Kaj bi naredili v Dravogradu, konkretno povejte? Točno to. Zdaj pa mi povejte, poiskali strokovnjake, da bi napisali elaborat na tem področju, kako bi rešili ta promet. Ne vemo, da so največje konice med 7 in 8 uro, pa med 2 in 3 uro se mi zdi, pa še pol popoldne ob 5, recimo. Mi, kaj smo naredili, mi smo zmanjšali gostoto prometa. To pomeni, da moraš konico prometa zmanjšati. To pomeni, da ali se promet zmanjša, na kak način, ne vem, vsi ravne, lahko pokličemo s polurnim zamikom, če je možno proizvodnjo predstaviti, na kak način. To je malo neresen predlog. No. Kak bi bil pa resen predlog? Resen predlog. Da bojo vsi predstavil časovnico proizvodnje. Pač gospoda, pač treba narediti kakšno obvoznico, okoli Drago ali pa bilo kaj. To me zanima. Obvoznico ali pa poiskati kakšne rešitve z lokalnimi cestami na obvozih. Tako recimo lahko bi šli smeri Ravne, bi šli čez Trbovanje pa Sveto Ano za Slovengradec. Na tak način bi lahko rešili. Skratka, obvoznica menite, da je del rešitve. Rešitev, točno tako. Gospa
No, jaz sem pa po poklicu profesorica geografije in zgodovine in vsekakor nisem prometni strokovnjak. In se mi zdi, da ravno pri nas v občini je ravno to velika težava, da delamo marsikaj, pa nismo strokovnjaki. In si res želim, še enkrat bom poudarila, strateškega razvojnega načrta z novim prostorskim planom, ki bi nekako predvidel tudi te zadeve, tudi te ceste. Letošnje leto je bilo pa pač prav posebno leto, to je predvolilno leto in v predvolilnem letu je pač tako. Danes na Facebooku sem prav napisala, da moraš hiši vrata zapreti, zato da ti asfalt ne položijo, se opravičujem, da ti asfalt ne položijo v dnevno sobo. Tako da mogoče je bilo tudi to strategijo. Se piše tudi zelo dolgo in se mi zdi, da ljudje pa potrebujejo rešitve takoj in zdaj. V Dravogradu so bile neznosne kolone, ljudje še vedno čakajo ob konicah, Kotrov most in okoli. Kaj bi bilo treba čim prej narediti? Ob konicah vsekakor se je čakalo prej, tudi se bo čakalo v prihodnosti, čeprav ne pa na tak način kot letos. Letos je bilo izjemno leto. In sama se vozim recimo v Črneče, Ljubeliče, kjer so večni zastoji. Pa bom rekla, da v nobenem letu nisem naletela na toliko problemov kot pa letos. Sem mogla celo iz Črneč iti pol ure prej v službo, da sem prišla pravi čas. To je bilo letos. Drugače pa bom rekla, da na splošno promet bil ob konicah malo večji, nič posebej. In ne verjamem, da bi direktor Monterja jamral kaj prejšnja leta, verjetno je bilo to v samem tem letu. Obvoznica je pa vsekakor nujna. Potrebno bo vsekakor tudi spremeniti prometni režim v samem trgu. Sem pa mnenja, glede na to, da se bo tretja razvojna os nekako navezala na Holmec, imam občutek, da bo se pa mogoče celo promet v smeri, vsaj iz Avstrije, malo zmanjšal, bo se pa povečal v smeri iz Maribora proti Slovenj Gradcu in Ravnom, pa bo potrebno verjetno razmisliti o krožiščih in pa o odstavnih pasih. Gospod Preksavec, promet. Ja, Dravograd ni samo stičišče treh dolin, Mislinjske, Dravske, Mežiške, ampak tudi Labotske. Številke, ki ste jih navedli, so res, bom rekel, velike in predstavljajo ogromno težavo v naši občini. Rešitev seveda za ohranitev starega trškega jedra in pa razbremenitev je vsekakor obvoznica. Kot veste, je obvoznica del tretje razvojne osi, pomeni, da se uvršča v prostor z državnim prostorskim načrtom. Ampak se bojim, da bomo tu še kar dolga leta čakali. Tako je. Zadnje novice, ki sem jih tudi zasledil strani tega koordinacijskega odbora, so, bom rekel, zaskrbljujoče. Časovnica se nam zamika, sicer bi naj šele decembra izvedeli, kakšna bo ta nova časovnica izgradnja tretje razvojne osi, se pravi Slovenj Gradca proti Otiškemu vrtu in naprej proti Prevaljam. Tako da v tem vmesnem času je seveda treba pritiskati na državo, ker jaz mislim, da je eden izmed večjih problemov v tem, da veliko število tovornih vozil zapušča avtocesto v Avstriji, se pripelje čez Vič in nadaljuje po Dravski dolini proti Šentilju, ker se pač s tem izognejo plačilu te cestnine, ki ni zanemarljiva. In tu bi morala država z nekimi ukrepi, z nekimi omejitvami cestnega prometa. Jaz se spomnim, pred leti je v Radljah bil postavljen znak na mejnem prehodu, ampak po protestu avstrijskega veleposlanika je pač naša država to hitro umaknila, kar jaz mislim, da ni prav. Moramo najprej ščititi sebe, ne da gledamo, bom rekel, na gospodarstvo sosednje države. Res je, da se v konicah čaka, to so državne ceste, jaz verjamem, da čakajo tudi marsikje drugje, ne samo v Dravogradu. Kar se pa tiče teh dveh gradbišč, to je bila državna investicija, občina pri tem, bom rekel, nima toliko besede, vodi investicijo Direkcija za ceste, mi smo seveda sodelovali, sam sem se osebno zelo močno angažiral, iskal rešitve tudi z, bom rekel, ročnim usmerjanjem prometa, ampak zakaj, gospod Preksavec, pri nas gradbinci nikoli ne delajo po noči? Vem, da boste rekli, da je to državna cesta, da vi nimate vpliva, ker običajno župani rečejo tako, ampak treba je nekako pritiskati. In zakaj pri nas, v Avstriji, se pa dela po noči in se asfaltira hitro? Ljudje tudi pri nas pa čakamo in moramo iti pol ure prej. Jaz na predsedniško soočenje mimo grede v Maribor sem se peljal ob 2 sprejel proti Mariboru, soočenje je bilo ob 5 in sem zaradi velike gneče moral iti na Vitanje okrog. Skratka, zakaj ne delajo po noči? Vi kot občinar, v bistvu podžupan ste, nikoli ne zahtevate od izvajalcev, ko podpišete pogodbe, delajte tudi po noči, roki in tako naprej. Se strinjam, da bi verjetno tudi to lahko zahtevali.
verjetno so tu zadeve tudi podvržene v skladu z delovno-pravno zakonodajo. Sam tu nisem zdaj tak ekspert, da bi vedel, kakšni ukrepi, ki jih mora delodajalci izvesti, da bo pač neke smerne zagotovil. Problem je tudi število delavcev, vsi vemo, da danes je težava z kadrom in tudi v odvetništvu primanjkuje ljudi, kar pa seveda spet ni izgovor, da Torej, se pač občina po vašem mnenju sploh nima nobenega vpliva in lahko samo gleda in čaka. ima vpliv z sodelovanjem na vseh teh koordinacijah, sestankih in seveda s pritiski na nadzornega inženirja in pa izvajalca. Gospod Kotnik, vi ste na vrsti pri tem Hvala. krogu vprašanj. Hvala. Kot ste omenili civilno inicijativo, ja, jaz sem bil pobudnik te civilne inicijative za obvoznico. Kar se tiče obvoznice v Dravogradu, v celostni prometni strategiji, ki je občina naredila v letu 2017, se občina boji tega, da bo postala zgolj tranzitna občina, ki bo prezakotna za gospodarstvo in neprijazna svojim prebivalcem. To se danes dogaja, zaradi tega, ker še danes nismo sposobni v občini stopiti skupaj kot neka, bomo rekel, civilna družba in občina in pa pritiskati na državne organe glede gradnje obvoznic. Sam sem mnenja, da ko bo enkrat tretja razvojna os zgrajena do Podgorja pri Slovenj Gradcu, bomo v Dravogradu te obremenitve imeli še bistveno večje, kot imamo danes. Zato smo v civilni iniciativi že takrat predlagali, da bi morali obvoznico v Dravogradu delati prioritetno. Se pravi, preda bojo tretja razvojna os pripeljana do Slovenj Gradca, bi v Dravogradu morale biti izpeljane že obvoznice. Seveda smo pri tem, da ko smo hoteli sodelovati z občino, naleteli na gluha ušesa, oziroma še več, potikali so nam polena pod noge, da smo pač tisti, ki zaviramo karkoli podobnega. Osnovni namen delovanja civilne iniciative je bil to, da pospešimo gradnjo, zgledovali smo se po perspektivi Hočno cesto in res smo hoteli narediti eno tako super zgodbo, ko mislim, da bi lahko vplivalo konec koncev tudi na te uradnike na državni upravi, da bi to zadevo prioritizirali. Danes se pač soočamo situacijo tako, kot je. Omenili ste tudi gradbišča, ki so se v Dravogradu delali. Sam kot župan prav gotovo ne bi dovolil tega, da se hkrati delata dve gradbišči na tako prometni cesti, v tako, bom rekel, v taki bližini, in to je prav gotovo vplivalo na to, da so bile take konice, kot ste jih omenjali. Gospa Kempel, vi še niste bili pri tem krogu. Bom poskušala biti kratka in učinkovita. Glede na to, da imamo v Sloveniji kar precej proizvodnih podjetij, ki zaposlujejo večje število ljudi, tudi Koroška temu primerno ni izjema. Kaj delajo ostala podjetja? Organizirajo skupne prevoze z avtobusi, s kombiji, in mislim, da Koroška je na tem nivoju, da bi si to lahko tudi organizacijsko privoščila. Konkretna rešitev. Druga stvar, obvoznica definitivno ja, ne pa za vsako ceno. Pred 47 leti, to je najstarejši podatek, ki sem ga zasledila, je bila obvoznica predvidena že med Brliško Vežico in Špicdejem po stari železniški progi. Od takrat naprej so padale samo ideje. In te ideje so naredile samo eno stvar. Ljudje so začeli kupovati zemljišča, kjer bo potencialno potekala obvoznica. Predlagam, da tisti, ki imajo trenutno v lasti zemljišča in potem, ko bodo zrealizirane obvoznice, da to predajo brezplačno občini v upravljanje kot dobro gesto, ker so se okoristili s tovrstnimi informacijami, da bomo vsaj enkrat Koroška za zgled v celi Sloveniji, da poznamo dovolj tovrstnih afer. Kar oglašali ste se pri tej temi, očitno je to res pereča, gospa Rek. Mogoče samo to se malo tudi spoznam, če bi glede na to, da so se delale ceste, pa ste omenili, da bi se delale tudi po noči, ceste se lahko delajo po noči, stanejo pa več. In seveda, kdo bo to plačal, glede na to, da je to Direkcija Republike Slovenije, država verjetno za to ne da denarja, občina pa bi lahko mogoče pristopila k temu zraven, pa mogoče kaj sofinancirala v tistem delu, če bi imela neko željo, voljo, da bi se stvari naredile malo prej. Vem pa, da to niti ni smiselno, zato ker to ni naloga občine, da to financira. So pa projekti predragi. Gospod Čeneker je bil pa potem gospod Preksarec. Tako ste rekli, občina je ziher bila obveščena o tem, kaj se bo delalo na državni ravni. Ponovadi so sofinancerji, ponovadi občin, ko je zraven Pločniki, če gre za regionalno cesto. Po noči se dela. V andeksih je zapisano, da tudi včasih morajo delati po noči. Odvisno, kak je pogodba izpostavljena, kak je napisano. In ne vem, zakaj se ni delalo po noči. Zdaj, če pa pogledate, zdaj kaj se dogaja, prosim, če se nehajte smejati, se vemo, ki smo. Če pa zdaj gledamo, kaj se dela.
2 delavca na cesti, sramotno. Meni se zdi, da so semafor samo zaradi tega odstranjeni, zaradi političnih lobijev. Poglejmo, kaj se dela. Krožnika sploh niso omenili za Libeliče Črneče, ko se zaštopa promet, po domače rečeno. Jaz bi investicijo ustavil, se pogovoril z direkcijo na nek tak način, del tak kos. Zakaj imamo samo končali oni del, pa spodnji del pa rešeno. Tako da veste, kaj se dogaja tudi dan danes. Poleg tega pa še, prosite vas, Pojtine. Sorazmerno sta se gradili 2 gradišče. Kdo je dal to soglasje? Kdo je imel vpogled to pa točno vemo kdo, pa na kak način. Hvala lepa. Torej, vi ste gradbinec, ali imate na drugih gradbiščih drugačne izkušnje z župani? Me zanima konkretno. Točno tako. Kot je z gospodom Prevaljem Tasičem, sem dosti sodeloval, tu je njegov protikandidat, ko ga vidim doli. Ampak na Prevaljah so razmere, mislim, da še precej hujše kot v Dravogradu. Ja, zakaj pa prišlo do tega? To pa dobe ne ve. Vsi mislite, da je... Spraševal sem, ali lahko župan vpliva na tempo gradnje. Vi pravite, da lahko, ampak na Prevaljah se očitno to ne dogaja. Pa veste, kaj je tam gori bila največja problematika? Pustimo zdaj Prevalje, gremo v Dravogradu naprej. Gospod Preksavec. Ja, hvala za besedo. Zdaj, glede sofinanciranja državnih cest, gospod Rek se mora odločiti, da bi dali, a ne bi dali. Najprej si rekla, da bi dali, pol pa da ni mogoče dati. Tako da stvari niso tako enostavne, da bi župan prišel pa kar zaprl gradbišče. Pol bi tudi gospod Tasič verjetno Prevala, ne vem, odstranil. Gospod Nadzorni je probal to, prostite. Pa bi ga odstranil. Zdi pa, da so na spisku tudi terminski plani, katerih se treba držati. Kar se pa tiče glede civilne iniciative, mi smo sodelovali od vsega začetka s civilno inicijativo, tudi sam sem bil prisoten na tisti javni tribuni, takrat v Mladinskem centru v Dravogradu. Res pa je, da je civilna iniciativa, bom rekel, prišla s predlogom, ki je pa v realnosti zelo težko izvedljiv. Tunel skozi, bom rekel, skoraj celoten Dravograd v dolžini karavanškega predora je za številke 2800 dnevnih prevozov napram 11 000 v karavanškem predoru finančno neizvedljivo. In s takšnimi predlogi v Ljubljani, bom rekel, samo ploskajo, ne? In takoj ti dajo nazaj, zmenite se, pol bomo pa zadevo peljali naprej. In civilna iniciativa more, bom rekel, skupaj z občino pomagati, šati projekt naprej, ne da pridemo mi z 10 idejami, predlogi pred odločevalce, ki, bom rekel, to samo pozdravljajo. Ampak bom takole vprašal, mogoče konkretno, pa bi šli potem na drugi sklop vprašanj. Gospod Kotnik, v koliko letih ste kot župan se zavežete, da boste uredili obvoznico za Dravograd? V koliko letih? V enem stavku, če lahko. Jaz bom realno, bom rekel, 10 letih. Samo to pa moram gospodu Preksavcu replicirati. To, kar se tiče trase, seveda, jaz sem pričakoval tako repliko od gospoda Preksavca, ker pač išče neka polena, ki bi mu je lahko metal pod noge. Dobro vede, ko smo sedeli na sestanku na občini, smo se mi pogovarjali predvsem o tem, kako pospešiti gradnjo obvoznice. Naj poudarim to, od leta 2012, ko so na občinskem svetu potrdili takratne variante, do leta 2018 na občini sploh ni bilo pogovora o kakršnikoli obvoznici. Ko smo mi prišli za našo civilno inicijativo, se pravi po koliko letih, po 6, 7 letih, smo še šele začeli pogovarjati, da je to pa možno. 7 let je pa šlo nekako v črno luknjo, kjer ni bilo ničesar. Hvala. Neposredno ste izvali. Ja, bi samo vprašal. Hkrati že dodam vprašanje, v koliko letih boste zagotovili obvoznico? Jaz težko zdaj dam tu zagotovilo, ker sem že to večkrat povedal, da besedo, ki jo dam, jo izpolnim. In to ni, bom rekel, odvisno zdaj od občine, da bom jaz rekel v 10 ali 15 letih. Zavežem se pa, da bom naredil vse, da bo do te obvoznice prišlo čim prej. Ne vem sicer, kje je gospod Kotnik sodeloval v občinskem svetu od leta 2012 do 2018, kako si omenil, da se nič ni naredilo. Mi smo še leta 2015, 2016 na občinskem svetu razpravljali o teh zadevah. Zato prosim, da govorimo o nekaj realnih stvari. Gospod Pogoršek, koliko let za obvoznico obljubljate kot potencijalna Tudi jaz se bom županja? dala kakšne obljube, zato ker zarečenih obljub se hitro preubijemo, in niti pod razno si tega ne bi dovolila. Bom pa rekla, da se bom vsekakor trudila, da do te obvoznice pride. To je moja obljuba, kdaj pa bo, pa moram reči, da ne vem. Gospod Šeneker, koliko let? Žal še nisem videl kakšne dokumentacije ali pa projektov. To se lahko zavleče tudi do 20 let, koliko jih mojih izkušnj vem, obvoznica. Ampak če bi bili vi župan, kdaj obljubljate obvoznico? Obvoznico, to vam pa težko rečeno, moram prvo projektno dokumentacijo pregledati, kje je sploh zarisana trasa in bi se trudil maksimalno na direkciji oziroma na Darsu, da bi pospešil,
ker se vidite, kaj se dogaja z gostoto prometa in vedno večja bo. Hvala lepa. Še za vas enako vprašanje, kdaj? Ob letu Osore vam lahko povem točen termin. Se pravi, nič kaj posebej konkretni nismo, razen gospod Kotnik je dal 10 let, ostali pa še kar ne upate Seveda, ker si ne upajo delati. nerealnih obljub, mogoče, kakorkoli vzamemo. Hvala za ta sklop, gremo naprej. Drugi sklop vprašanje pa je energetika. Reka Drava je zagotovo tisti dejavnik, ki najbolj opredeljuje življenje tega prostora. Ljudi v Dravogradu se deli mesto kot naravni dejavnik. Tukaj hidroelektrarna, zgrajena med drugo svetovno vojno in tako naprej. Zanima me, kako ocenjujete kot kandidatke in kandidati za župano vlogo dravskih elektrarn? Recimo bi tudi načel vprašanje koncesij, nadomestil, sponzorstev in donacij. Pregledal sem letno poročilo dravskih elektrarn, ki letno plačajo za koncesije 19 milijonov evrov, 1,9 milijona evrov za nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, 7,6 milijona evrov izdatkov za varstvo okolja. Nadalje dravske elektrarne so letu 2021 za sponzorstva namenile 178 tisoč evrov in za donacije 148 tisoč evrov. Zanima me, ali občina Dravograd po vašem dovolj participira glede na trajnost teh posegov, ki jih dravske elektrarne v Dravogradu z hidroelektrarno pač imajo, ali se ne bi tu dalo postaviti morda bolj na nož z dravskimi elektrarnami in iz teh koncesij in ali donacij ali sponzorstev iztržiti več. Nekoč naj bi Dravograd dobil proračun milijon, zdaj 600 tisoč evrov, tu so te številke, ampak ko pogledam vse te številke iz letnega poročila dravskih elektrarn, so tako visoke, da se človeku kar v glavi zvrti. Zato bi vprašal, mogoče začenjamo zdaj z kandidatko Marjeto Podgoršek Rek, ali Dravograd dovolj participira pri teh sredstvih oziroma dravske elektrarne pri proračunu in sofinanciranih različnih dejavnosti v Dravogradu. Ali imate morda kako drugo mnenje? Ali je to, kar se lahko Dravograd pač obeta? Mogoče bi bilo smiselno, da bi sedaj dobila tudi podatke, kak je s sosednjimi koroškimi občinami, ki ležijo ob reki Dravi. Potem bi lažje te stvari komentirala. Zdaj ste nam vrgli v bistvu nekaj številk, koliko dobimo. Ampak verjetno kot kandidatka za županjo ste verjetno preučili tudi prihodke občine iz vidika koncesij in z vidika sponzorstev, društev, športa, kulture. Slišal sem, da je znesek za nogometni klub Dravograd tudi mizerno nizek, ki ga dravske elektrarne prispevajo. Obenem tukaj želijo graditi tudi vetrno elektrarno, ki je tudi moje že naslednje kar vprašanje, ampak zaenkrat, skratka, vi ste zadovoljni s tem prispevkom dravskih elektrarn? Ne, verjetno si zaslužimo v vsakem primeru več, posebej glede na poplave, ki so bile 5. novembra 2012, pa smo v bistvu ravno en del so bili krivci tudi elektrarne, se mi zdi, da v tistem delu bi lahko dobili tudi več. Potem glede na to, da je tudi naše okolje nekako degradirano, zaradi tega tudi verjetno nam pripada več, večja vsota in seveda čemu bi to namenili, je pa potem seveda pogovor v občinskem svetu pa z partnerji dravskih elektrarn, čemu se bo ta denar namenil. Gospod Preksavec, vi gotovo že imate izkušnje z dravskimi elektrarnami. Ste bili morda premehak pogajalec kot občina Dravograd pri vseh teh frontah, ki jih imamo? Od vetrne elektrarne do poplav, do vsega, kar pač v Dravogradu je povezanega z Dravo. Tako je, občina seveda, sodeluje z dravskimi elektrarnami, koncesnino pridobivajo vse občine v reki Dravi, ne samo Dravograd, to je bilo zborjeno, pred kar davnimi leti. Res je, da ta številka, tukaj je še prihodek iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Res je, da mi vsako leto tudi preko združenja občin pritiskamo na dravske elektrarne, da se ta koncesijski akt spremeni, da se ta številka poveča. Trenutno je okoli 600 tisoč evrov, je kar lep prihodek za našo občino. Ampak nekoč je bil višji že. Nekoč je bil višji, bil je sicer potem zaradi tako imenovanega ZUJF-a znižan, zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je zajel tudi to koncesijsko področje. Tako da jaz verjamem, da bomo z pogajanji prišli zopet do tega milijona,
Kar se pa tiče, bom rekel, donatorskih sredstev Dravske elektrarne, kolikor mi je znano, imajo odprt razpis, na katerega se seveda prijavljajo vsa društva, ne samo v reki Dravi, verjetno v celotni Sloveniji. In zakaj je zdaj ta znesek toliko majhen, ne vem, bi pa seveda moral biti večji. Ob 70-letnici Dravske elektrarne so v poročilu denimo izpostavili društvo varno aktivnih poti Dravograd. Drugih dravogradskih društev pa ni bilo navedenih, skratka so očitno zneski zelo nizki. Kakšno je vaše mnenje? Moje mnenje je, da sem človek dialoga in da je tudi z dravskimi elektrarnami. Najbolj bi se pogovarjal o tem, da bi pač lahko nekako uspeli zvišati ta znesek. Zdaj številke, ki ste jih vi navedli, so zelo visoke, ki jih oni podajo za koncesnine. Naš delež v Dravogradu je pa razmeroma nizek glede na vaše podatke. Sam sem mnenja, da z nekim dialogom bi se seveda dalo tudi kakšne druge rešitve iskati, kot ste omenili, da tule obstaja tudi nogometni klub Dravograd, ki pač potrebuje sredstva, da se može... Seveda tudi drugi športni in kulturni klubi. Potreb je zagotovo v občini ogromno, ampak če na tak način odpravimo že v bistvu Dravske elektrarne oziroma se hitro zadovoljimo, verjetno je to lahko tudi problem. Ja, res je. Pač prihodki, ki jih ima občina Dravograd, so recimo tudi napram primerljivim občinam. Jaz sem gledal Šmarje pri Jelšah, recimo se imajo više prihodke, kot ima pač občina Dravograd. Tako da Dravograd ima tule prav gotovo rezerve. Rezerva je prav gotovo tudi pri tej koncesiji in tudi pa še mogoče druge. Po vrsti gremo, gospa Šenekar. Oziroma, pardon. Ja, v poslu je pač tako, ko enkrat izgubiš odskočno desko, pa status zopet prišli je izredno težko doseči. Dejstvo je, da se moramo vedno prilagajati razmeram na trgu, pa ne glede na to, ali je to zakrivila Ljubljana s tako imenovano zakonodajo na nivoju cele Slovenije, ali pa so bila to slaba pogajalska izhodišča tukaj lokalno. Elektrarne kot take imajo velik vpliv, tudi zaradi njih mora občina sama prilagajati prostorski načrt, zaradi njih občina ne more narediti razvoja in izčrpati vseh danih možnosti, ki jih reka Drava ponuja, ne samo glede turizma, mogoče tudi glede ribogojnic in podobnih stvari. Zaradi tega, če nam je bilo enkrat odvzeto, sem mnenja, da bi morali najti drugi način. Definitivno ni v interesu nobenega podjetja dajati sponzorska in donacijska sredstva, ker jih podjetje kot samo teže uveljavlja v svojih poslovnih knjigah kot davčno priznani odhodek. So pa drugi načini, kako bi mi lahko z dogovorom in skupnimi investicijami prišli do tistega manjkajočega dela sredstev. Tudi soudeležba na dobičku je ena izmed stvari, ki jih v svetu uporabljajo pri takih organizacijah in pri takih strukturah, da je tudi nekaj ostane lokalnemu prebivalstvu. Lahko bi zahtevali od dravskih elektrarn sponzorstvo na nivoju šole, da bi dajale Dravske elektrarne štipendije in s tem omogočale sami sebi kader v prihodnosti in tudi zaposlovanje naših mladih občanov in občank bi bilo s tem zagotovljeno. Gospod Šenekar. Kot mi je znano iz Dravske elektrarne Maribor, če sem bolj podrobno, mi se zdi, da najbolj več občina, kaj tu po srka sredstev je, mi se zdi podvelika, po mojih izračunih. Gre tudi za v bistvu omrežje, koliko posamezna elektrarna. Ja, ker je bilo največ poplavljenega področja. Ne, zato koliko energije dajo v omrežje. Tu je pač procent Dravogradske hidroelektrarne nekoliko nižji od ostalih, ampak vseeno številke so nekoč bile 1 milijon, zdaj 600 000 evrov. To me zanima, ali bi občina oziroma župan moral pokazati tu več odločnosti, prožnosti za sofinanciranje različnih dejavnosti. Meni se zdi, da prihajajo časi, vemo, so bile tudi poplave. Meni se zdi, danes sem dolgo podatek, da se bojo gradili zidovi, se bo gradilo vse in vidim tu čas, da nastopimo kot skupaj. Investicija meni se zdi, da bo vredila 8 milijonov evrov z Dravo. In bomo na tak način pristopili, bomo delali kakšne turizme, tako sem že namenil, na Trbonjske jezero, tam je Dravska elektrarna lastnik in bi lahko na tak način reševali. Hvala lepa. Mogoče bi kar navezal se, pa lahko tu že kar odgovorite glede poplav. Tu Rancarsko društvo tu je denimo doseglo na sodišču, da je avstrijski Verbund bil prepoznan kot krivec in sicer od druge tožbe v zvezi s temi silovitimi krutimi poplavami, ki so prizadele tudi Dravograd, pa kar padajo po tekočem traku. Zdaj zanima me, ali se je tu občina Dravograd po vašem mnenju primerno odzvala. Tu so bile različne poti. Nekateri občina mislim, da je svetovala, da se ljudje sami tožijo. Nekatere občine so skupaj povezale vse prebivalstvo in z določenimi odvetniškimi podjetji tožile Verbund. In zanima me,
je občina Dravograd tu primerno ravnala ali se bodo ljudje na koncu obrisali pod nosom tisti, ki so bili poplavljeni in so bili hudo prizadeti. Če lahko jaz mogoče še prej repliko, glede na to, da ste prej vi omenili, da društva dobivajo denar tudi za razpisi na Dravskih elektrarnah, bom povedala tudi to, da naša društva deluje odlično. Res pa je, da imamo kar velik primanjkljaj v društvih, ravno v tem, ker so društva zelo slabo obveščena o možnostih razpisov, o komunikaciji in to me zelo moti. In se mi zdi, da vsi... Ampak društva morajo verjetno tudi sama biti aktivna. Ja, seveda so aktivna, vsekakor so aktivna, res pa je, da marsikdaj so večji del to prostovoljci v teh društvih, marsikdaj mogoče starejši tudi, pa se mogoče ne spoznajo na razpise in tu bi morala občina vsekakor stati ob strani vsem tem društvom in jim pomagati pridobivati sredstva. Na koncu je to dobro za občino, če dobimo sredstva od nekoga drugega, ne pa od občine. Kaj pa tožbe in odškodnine? Ja, to bom pa rekla, ena velika sramota tudi za naše območje. Jaz sem rekla, danes sem ravno z mojimi učenci ravno poplave gledala, kakšne so bile leta 2012, ker smo ravno govorili, kako lahko preprečujemo poplave. In moram reči, da me je kar zgrozilo, ko sem vse skupaj videla, na koncu pa vemo, da so bile elektrarne tudi en večjih krivcev, da se to zgodilo. Ljudi absolutno ne smemo pustiti samih in tu bi morala občina prevzeti tudi veliko krivdo za to, da ni uredila vse tako, kot je treba. V tem delu, da je najela mogoče preslabe, ne vem, odvetnike ali pa mogoče ni se dovolj pogajala, da bi se te stvari uredile. Ljudem na koncu pripadajo neke odškodnine, sigurno. Potrebno je tudi obnoviti določene stvari, mi smo pa zaenkrat ostali, koliko vem, brez vsega ali pa se mogoče motim. Gospod Preksavec, ravno vi ste na vrsti, tudi imate izkušnje. Kar se tiče tožbe, občina Dravograd za dober $1 milijon toži avstrijski Verbund. Zdaj jaz ne bi tek, bom rekel, čisto direkt uperil prst krivde v Dravske elektrarne. Bolj v avstrijske, kar se bo seveda dokazalo na sodišču. Postopek traja, občina Dravograd je, bom rekel, predlagala tudi poravnavo, ampak je avstrijski Verbund ni sprejel, tako da na sodišču v Slovenj Gradcu postopek traja. Mi trdno verjamemo, da bomo to tožbo dobili in seveda poplačali škodo. Drugače je pa občina Dravograd v teh letih namenila dobrih 60.000 evrov za nakup protipoplavne opreme za osrednje prostovoljno gasilsko društvo Dravograd. To gre za različne protipoplavne bariere, sušilce in podobne zadeve. Hkrati smo si pridobili 11 milijonov sredstev, v juniju tega leta smo podpisali pogodbo z Direkcijo za vode Republike Slovenije. To pomeni, da bomo zgradili 9 protipoplavnih zidov po reki Dravi in Meži in sanirali oziroma uredili struge večjih hudourniških potokov po naši občini. Naloga občine je tukaj, da si do konca naslednjega leta pridobi vsa gradbena dovoljenja, samo investicijo in pa izgradnjo bo pa potem vodila Direkcija Republike Slovenije za vode. Tožba. Zdaj, kar se tega tiče, to je bil res tak nesrečen slučaj, da je vse skupaj prineslo do tega, da so bile poplave v taki smeri. Jaz se tole strinjam, da občina pač ima to tožbo proti temu Verbundu, kakorkoli ga ima. Jaz tule ne bi zdaj neke bistvene spremembe delal, je pa res to, da občina recimo že ni imela posluha, ko sem sam poudaril, da na Meži pri blokovskem naselju bi mogli postaviti ograje za neko, bom rekel, osnovno zaščito prebivalstva na Meži, pa recimo niso imeli posluha. Zanima me, ali se kot bodoči župan lahko jamčite volivkam in volivcem, da se kaj takega v Dravogradu ne more več zgoditi, gospod Preksavec? Po izgradnji teh protipoplavnih zidov sigurno. Glede na to, da se bo to gradilo, tudi jaz verjamem v to, da se to ne bo zgodilo več. Točno tako bom jamčil, ker zdaj že vem, da Lineal s projektiranjem že začel in je samotno tudi, da občina takrat ni prestopila bolj aktivno. Pogledamo si Lavamit, če sem prav rekel, imajo že postavljene zidove in vse končano. Direktno ste izvali gospoda Preksavca spet. Občina se je z prostovoljci, gasilci naše gasilske zveze takrat odzvala odlično. Jaz se jim tu še enkrat globoko priklanjam in se jim zahvaljujem in prosim, ne zanemarjati dela prostovoljcev. Tiste poplave, ki so se zgodile, ni mogel noben načrtovati, ne predvideti.
Gospa Kemper. Glede na slišano, pa glede na to, kar mi je poznano, jaz mislim, da 100% zagotovitve sicer ni pri nobeni stvari, ampak da smo tukaj zelo blizu tega odstotka. Definitivno pa je, kot je gospod Preksavec omenil, ne samo občina Dravograd, na splošno v Sloveniji smo na to vrstne stvari dobro pripravljeni. Še gospod Kotnik. Ja, jaz si tega prav gotovo ne bi upal zagotoviti. Dejstvo je, da se podnebje spreminja, narava je nepredvidljiva in mi ljudje nimamo takega bistvenega vpliva, da bi lahko za zagotovost rekli, da kaj takega ni več možno. Ampak se pa strinjam s tem, da je potrebno zagotoviti vse možne ukrepe, da se ta možnost minimizira, kolikor je pač v naši moči. Nadaljujemo z energetiko, pa kar z vami zdaj nadaljujem. Mislim, da smo že prvi krog ta izčrpali, da ste spet vi na vrsti. Vetrna elektrarna Ojstrica. Ali gradnjo podpirate in zakaj oziroma zakaj ne? Zdaj, kar se tiče vetrnih elektrarn na Ojstrici, jaz sem mnenja takega, da seveda je potreben pač prostorski načrt, ni tako, kot mi je znano, je v okviru državno prostorskega načrta se umešajo v te vetrne elektrarne. Res je, da same vetrne elektrarne recimo ne bodo prispevali k celoviti energetski rešitvi, da bomo, če bomo imeli vetrne elektrarne, rešili celotno energetsko situacijo. Res je pa tudi to, da podpiramo obnovljive vire energije, podpiram vetrne elektrarne na Ojstrici, predvsem iz vidika tega, ko smo se prepogovarjali o Dravski elektrarni Maribor kot investitorju teh vetrnih elektrarn, menim, da bi lahko tu Dravograd iztržil ogromno. Iztržil ogromno za Ojstrico v smislu tega, da bi omogočili neko dobro cestno infrastrukturo, ki bi lahko tudi Dravske elektrarne Maribor iz tega, bom rekel, nekega fonda za povračilo stroškov, da bi sanirali te ceste. Gospod Preksavec, enako vprašanje. Ko bodo sprejeti vodovarstvena območja, ki jih sprejema vlada Republike Slovenije, bodo tudi znani pogoji umestitve, bom rekel, teh vetrnih elektrarn na območju Ojstrice. Mi že imamo sprejet sklep, če bo do tega prišlo, bomo razpisali posvetovalni referendum na območju Ojstrice, Goriškega vrha, povprašali ljudi, kaj o tem menijo in seveda sledili temu mnenju. Ja, vsekakor podpiram obnovljive vire energije, ker jih bomo potrebovali v prihodnosti. Sama vem, da ni še dokončno narejeno to poročilo in bi tudi težko rekla ja ali ne, ker mislim, da prvo mora biti narejeno celotno poročilo, potem se lahko odločamo o tem, kako naprej. Drugače jih pa podpiram. Jaz si tudi podpiram, kot vidite, na avstrijski strani so tako že zgrajene, tukaj pa še niso. Ko za sabo potegne, ni to samo mali poseg, to je veliki poseg v prostor. To se treba narediti, 110 kV vodovodi se treba narediti, trafopostaje se treba narediti, cela infrastruktura se mora zamenjati. In to bomo videli na podlagi analiz, na kak način bojo vse ustvarjene. In drugače sem pa za zeleno energijo. Gospa Kemper. V življenju vedno treba postaviti prioriteto. Zame je definitivno večja prioriteta oskrba z dobro kakovostno pitno vodo kot pa z elektrarnami. To ne pomeni, da sem proti vetrnim elektrarnam. Definitivno jih podpiram, se pa bojim, da smo tukaj malce že zamudili svoj vlak, predvsem s temi sredstvi, na katere smo upali za obnovo lokalnih cest, ker se vse analize in vsi načrti prepočasi odvijajo. Kaj bo pa na koncu se izcimilo iz tega, pa ta trenutek zelo težko predvidimo. Predlagam, da gremo na naslednji sklop od energetike k turizmu in kmetijstvu, pa bom zdaj kar z vami začel. Za to soočenje sem se pogovarjal tudi s terensko kmetijsko svetovalko Dravograjske izpostave KGZ Celje, gospod Bernardo Javornik, in razložila mi je natančno, da je v občini 335 kmetij, oziroma toliko je bilo vloženih subvencijskih vlog za kmetijstvo, ampak vsega 3 turistične kmetije. In zanima me, kako je to mogoče, oziroma zakaj Dravograd ne izkoristi tega potencijala. Vsi poznamo, območje je zelo lepo, lahko bi razvijali marsikatero turistično panogo, niti tržnice v Dravogradu, kjer bi lahko kmetje prodajali svoje odlične klobase ali pa salame, ni več, sicer je bila, ampak je pa ni več. Zanima me, kakšna je vaša vizija konkretno na tem področju, kaj boste konkretno naredili. Ne mi reči, da ste vsi da bi bilo super. Lahko poveste konkretno, kaj boste naredili kot županja. No, mi je veselje, da sva midva ravno začela s to temo, ker prihajam iz visokogorske kmetije. Zakaj se ne dogaja več in zakaj se ne razvija več? Razlogi so popolnoma preprosti in popolnoma jasni. Prvi razlog je ta, da turist, ko pride v mesto, v občino, na določeno področje,
poleg kvalitetne namestitve dobre hrane in pijače potrebuje tudi obstranske dejavnosti. Na tem nivoju smo v občini zaenkrat še zelo šibki. V 3 letih in pol nisem nikjer zasledila, da bi lahko kupila razglednico v občini Dravograd. So določeni predeli, kjer nimamo nikakršne gostinske ponudbe. Dravograd zaenkrat še nima bazena. Ugotovili ste, tudi tržnice nimamo, kjer bi lahko kmetje prodajali višek svojih pridelkov. Drugi razlog je ravno ta prostorski načrt. Kmetije, visokogorske kmetije imajo več kategorij svojih zemljišč. Eno izmed njih so tudi pašniki. To so pašniki slabše kakovosti. Zaradi tega na istih kvadraturah v gorskem svetu imamo bistveno manj živine, kot jo imajo v ravnini. Da pa bi mi lahko dodatno iztržili te pašnike, večkrat poudarjamo, da bi morali spremeniti sam način prostorskega načrta in dovoliti postavitve, naprimer tako imenovanih glamping hiš. S tem ne bi bistveno posegali v naravo z raznoraznimi zidovi in betonom, ampak bi z naravnimi materijali lahko omogočili turistu kvaliteten dopust. Torej, vi obljubljate glamping hiške. Gremo naprej. Jaz bi pa naredil kolesarske povezave, tako sem že večkrat omenil, z turističnimi kmetijami, ali označbe naredil, ali pa kak način infotočke. Kot veste, so kmetije vedno bolj zapuščene, obraščene, se zapuščajo, mladi kader odhaja. Vedno bolj bo to problematično za samooskrbo. Kot vidite, ne vem, zakaj nimamo v osnovnih šolah pa vrtcih samooskrbe. Zakaj ne damo krompira domačega, domače salate, domačega mesa. Vsi gledamo na samo najnižjo ceno, jaz bi pa gledal na kvaliteto. Potrebno je tudi odpreti tržnico, tako sem že omenil. Ne samo kot tržnico na prostem, tržnico pokrito, toplo. Treba zaposliti ljudi, invalide, penzioniste, ki bodo delali. In to, kaj so klobase, tako ste rekli domače, da bo to enkrat na policah in da bomo tudi dali neki trud, kaj ga kmet vlaga, da bo lahko vsak posameznik kupil, kaj poje. Kaj konkretno bi Jaz bi naredili? kar gospodu tudi malo replicirala. V javnih zavodih imamo tudi v javnih naročilih možnost naročanja lokalne hrane in že kot ravnateljica pred leti sem se zelo zavzemala za lokalno hrano in v vseh tistih 20%, ko je bilo to možno, sem vsekakor nabavljala od lokalnih kmetov. In še zadnjič, ko smo bili ravno na obisku, ker imam volilno kampanjo narejeno tudi po terenu, smo šli od kmetije do kmetije Ržen, kjer se ukvarjajo z ekološko pridelavo. Žalostni so, ker vozijo na tržnico v Ljubljano, v Maribor, nimajo pa možnosti prodaje ravno tu pri nas in zato se bomo tudi v svojem programu vsekakor zavzemala za to, da tržnico dobimo in da bodo lokalni kmetje lahko tukaj kupovali. Šole pa vem, da so kar dober dobavitelj in to tudi gospod povedal, pa mislim, da verjetno tudi vrtci so dober dobavitelj lokalne hrane. Bi pa mogoče jaz v tem delu se navezala tudi na turizem. Turizem, mislim, da smo na krasnem, čudovitem območju ob reki Dravi, ob Košenjaku, imamo ogromno potencijala, tudi zato, ker prehaja preko našega območja kolesarska pot Dravvik in seveda vse to bi mi mogli vsekakor izkoristiti. Tudi z ureditvijo kolesarskih poti, ne vem, koliko se vozite, ampak recimo, ko človek pripelje se čez mejni prehod Vič, še danes stavlja zemljevid, ki se lahko pelje, leži na tleh. Gospod Preksavec, 3 kmetije, 4. se pripravlja, tabla na tleh, turizem. Ja, kmetijstvo, panoga, ki je zelo pomembna v času COVID krize, sem imel priložnost poznati, kaj pomeni, če nimaš sam svoje hrane. Takrat so se zapirale občine, države in seveda, če bi prišli do tega, bom rekel, pomanjkanja, potem pade tudi ta solidarnost med državami, zato je to seveda treba po temu vprašanju posvetiti vso pozornost. Zdaj, tržnica je v Dravogradu, v prostorih nedanje trafike, zdaj, zakaj so tam ta kmet nehal prodajati. Slišal sem, da se je umaknil, sicer je bila najemnina 1 evro, ampak so bili ostali 80 evrov stroškov, ki so jih nabili potem drugi, komunala in ostali, in se mu enostavno to ni splačalo. Ja, verjetno je prodal premalo izdelkov, zdaj zakaj je, bom rekel, Rekel naj bi, da se mu bolj izplača voziti po domovih, kot pa na Matamo odprto, kar pa je spet slabo za Dravograd v bistvu.
V pogovoru z kmeti, koliko sem se jaz pogovarjal, jih večina res proda svoje izdelke doma, ne? Ker imajo svoje stalne stranke in zadeve, bom rekel, prodajajo doma. Zdaj sam si želim seveda urediti novo tržnico na področju trgovsko-poslovnega centra Meža ob tistem parkirišču, kjer bi bila, bom rekel, tudi lažje dostopna in pa tudi bolj atraktivna za prodajo potem vseh teh izdelkov. Kar se tiče kmečkih turizmov, verjetno je velik problem tudi v papirologiji. Če bi verjetno ti vsi standardi, ki jih more kmeti stanovati, bili, bom rekel, nekoliko drugačni, mogoče po vzoru sosednje Avstrije, kjer je to veliko bolj enostavno, bi se tudi kakšen kmet pri nas veliko lažje odločil za to dejavnost. Kakšen evro ostal doma? Še gospod Kotnik, to vprašanje je. Ja, hvala. Kar se tiče teh stroškov, ki so se pač računali temu kmetu, to je pač modus operandi trenutne občine, se pravi, ne iščejo rešitve, iščejo probleme. Sam sem mnenja, da lahko na relativno enostaven način že zagotovimo to, da bomo tem lokalnim kmetom omogočili trg doma, to je tako imenovana e-tržnica, se pravi, da se občina oziroma Dravit tule postavi kot neka umestna točka, ki zbira ponudbo in potem zbira tudi povpraševanje, da skrbi za ta prehod od kmeta do končnega potrošnika, ker konec koncev tudi končni potrošniki, ki smo v Dravogradu, imamo željo kupovati od lokalnih kmetov, pa mogoče včasih ne znamo najti tega. Zdaj, kar se tiče pa turizma kot takega občini, mnenja sem, da se bojo kmečki turizmi lahko začeli delati v občini takrat, ko bo v Dravogradu zagotovljen trg za to. To pa pomeni, da naloga občine je predvsem v tem, da zagotovi neke turistične storitve, ki bodo atraktivne, ki bodo v nedeljo popoldne pripeljali tudi mogoče iz drugih koroških občin prebivalcev, da pridejo v Dravograd, pa da se tu ustavijo na neke atrakcije. Tule imamo v mislih Brodarja čez Dravo, ureditev starega železniškega mostu v nek muzej, pohodna pot po Kozjaku in podobno. Dravograd ima kar nekaj možnosti, da te zadeve lahko... Boli tudi primer Libelič, svetovno znana vas, zgodovinsko številnimi muzeji, krompirjem, zgodovinsko poznanim in ni pravzaprav nobene gostilne lokala, kaj šele, da bi lahko kdo kje prespal. Jaz predlagam, da gremo zdaj kar naprej na naslednji sklop, ker je toliko še vprašanja, recimo glede prihodnosti mladih se mi zdi tudi izredno pomembno vprašanje, ker mladim je treba ponuditi verjetno stanovanja in delovna mesta, da bojo ostali v Dravogradu. Zdaj, na Koroškem, koliko sem zadnja leta opažal, se je največ pri novogradnji naredilo v Slovenj Gradcu, kjer je največ stanovanjskih blokov, nekaj za trg, nekaj tudi socialnih, tako imenovanih stanovanj. V Dravogradu tega, moram priznati, nisem opazil. Zdaj vidim, pri Špic dvorani se gradi, sicer bloki, ne bi bila neka zazidava in tako naprej. Skratka, zanima me, kaj boste konkretno naredili za mlade, da bojo lahko kje prebivali in seveda ostali v Dravogradu. To me zelo zanima, druga stvar pa seveda tudi delovna mesta. Gospodarstvo, po podatkih AJPES-a je v občini 178 družb, ki zaposluje 1349 ljudi. To je 10,6% in to je tretje mesto v Koroški regiji, medtem ko po dodani vrednosti pa je občina Dravograd na 6. mestu. Skratka, po številu zaposlenih je na tretjem mestu, po dodani vrednosti pa pade na 6. mesto. Torej, kako pritegniti kvalitetna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo? Tako da to bi bilo moje naslednje vprašanje, pa začnemo zdaj, gospod Preksavec, z vami. Delovna mesta občina Dravograd trenutno gradi poslovno cono Tiški vrh 2, imamo že dve poslovni coni, Tiški vrh 1 in pa poslovno cono Belta, ki sta obe zapolnjeni z, bom rekel, uspešnimi podjetji. Cona Tiški vrh 2, 3 hektarje zemljišč opremljenih bo na voljo za pozidavo, za nova podjetja, s tem tudi nove zaposlitve. Zdaj, zakaj je dodana vrednost manjša? Verjetno zaradi same, bom rekel, proizvodnje, ki je pač takšna, da prinaša takšno dodano vrednost. Kar se tiče mladih stanovanj, res je, gradita se dva bloka trenutno z 32 stanovanji za trg, gradili se bodo tudi 3 vrstne hiše v neposredni bližini. Občina je skupaj z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije odkupila 4 stanovanja, ki bodo neprofitna, eno v tem novem naselju in eno pod novim centrom, oziroma 3 pod novim centrom za socialno delo. V nadaljevanju nameravamo preurediti nekdanje prostore centra za socialno delo na Meži, ki smo jih dobili, bom rekel, neodplačno, se pravi brezplačno od države. Tam želimo urediti neprofitne stanovanja, zopet v sodelovanju z Stanovanjskim skladom. Ko bomo zgradili nov zdravstveni dom, bomo na mestu starega prav tako zgradili neprofitna stanovanja za same mlade, pa seveda želim spremembo odloka o plačilu komunalnega prispevka, s katerim bi mladim, ki rešujejo svoje prvo stanovanjsko vprašanje, se pravi
regradijo hišo, da se jih oprosti plačila tega komunalnega prispevka. Kar se tiče obrestnih mer, smo se tudi pogovarjali, trenutno sicer država vodi, bom rekel, neko akcijo na tem področju, če ne bo uspeha, bomo pa tudi na občini se seveda s tem vprašanjem ukvarjali. Gospa Marjeta Rek-Podlošek, vi delate z mladimi, kako jih zadržati tukaj v Dravogradu, stanovanji, kakimi delami? Ja, tudi pravijo prvo šalca, bolj pa kravca, ne? To danes malo težko gre. Ja, imam izkušnje, pa ne samo iz šole, to so le osnovnošolci, bolj zaradi svojih dveh ne več najstnikov, ki stopata na svojo lastno pot in vem, kakšne so težave. Zato sem velik poudarek dala pri programu, posebej pri mladih. Posebej zato, ker se mi zdi, da mladi tudi na veliko odhajajo, vse tiste, ki jih jaz poznam, izven našega kraja. In vidimo v naši listi za Dravograd tudi eno priložnost občinske štipendije, ki bi temeljile na v bistvu povpraševanju gospodarstva, da bi se povezali, videli torej, kaj potrebujemo, katere v bistvu poklice in bi razpisali tudi občinske štipendije. Sami veste, da so štipendije v bistvu si potem nekako dolžen vračati, ne vem, denar, tudi ostati v službi in to je ena izmed možnosti, na kak način obdržati v bistvu domače mlade tudi v kraju. In pa mogoče, glede na to, da je gospod Preksavec omenil tudi te subvencije za mlade pri nakupu stanovanj, tudi mi imamo to kot oprostitev komunalnega prispevka ali pa recimo delno ali po celoti zavarovanje kredita pri plačilu, recimo pri nakupu prvega stanovanja, potem tudi ali pa odplačilo obresti. Kje bi gradili za mlade, jaz ne bi govorila, ker še enkrat se zauzemam za nov prostorski plan in si res želim... Da bi potem določil območje. Gospod Šeneker, kje bi pa vi gradili za mlade in kakšna delovna mesta? Prvo bi rad povedal iz lastnih izkušenj. Zgradil sem si hišo. Pol leta sem rabil, da sem sploh prišel do parcele. Pol sem pošteno plačal tudi komunalni prispevek. Noben mi ni dal kakšne informacije, kje lahko kupim, na kak način lahko kupim. Zakaj ne bi občina prvo, vsak mladi si želi hišo, prvo omogočila, pogledala po občini, ki so še kakšna parcela zazidljive, da bi omogočili, da bi lahko gradili in naredili infrastrukturo in naredili komunalni prispevek, da ne bi bilo potrebno plačati. Pol, glede, če gledamo kot komunalo Dravograd. Zakaj ne bi preselili v industrijsko cono in tam začasna stanovanja naredili, ki bi bila najemnina brezplačna? Zakaj nam odhaja mladi kader v Avstrijo, tujino? Zaradi tega, ker ni se nič dogaja v Dravograd, prvo. Drugo, gremo vsi za kruhom, vsi gremo za plačilo. Meni se zdi, da se bodo mogli toti lokalci, privatniki pa vsi malo počasi zavedati, da bodo mogli mladim omogočiti kadrovske štipendije, da bodo obdržali. Delati pa bo treba v Dravogradu. Hvala lepa. Gospa Kemper. Kot je moj kolega že povedal, mladi si želijo kruha in iger. In če kdo opazi razliko med občinami v eni ali drugi državi, so to definitivno oni. Niso tako zaspani, kot smo bili mogoče mi pred 30 leti. Ne samo delovna mesta, ne samo stanovanja, tudi potrebno je poskrbeti za nadaljnje lokalno izobraževanje, ne pa da mladi odhajajo na srednješolsko in fakultetno izobraževanje v daljne kraje in potem logično tam tudi ostanejo, ker je kvaliteta življenja bistveno boljša, predvsem pa je več dogajanja. Se v teh letih težko ocenijo, kaj je dobro in kaj ne na dolgi rok. Samo mestno jedro starega Dravograda je zapuščeno in mislim, da bi lahko z spodbojevalno politiko ravno mladi v tem mestnem jedru začeli svoje prve korake, tako na strani podjetništva kot na strani iskanja prvega stanovanja in bi s tem dve muhi ubili na en mah. Oživili bi staro mestno jedro in s tem spodbudili mlade, da ostanejo in ustvarjajo v lokalnem domačem okolju. Poleg tega pa imamo tudi ogromno kmetij, kjer ni naslednikov. Spodbojevalna politika na področju kmetijstva ne da je ni, ampak je preslaba, predvsem pa je preveč toga. Stvari bi se morale bistveno hitreje odvijati. Nažalost smo birokratična država in to stagnira potem vsakodnevni razvoj. Vi ste najmlajši od kandidatov. Hvala, zato pa lahko kar svojo izkušnjo povem pa od moje generacije.
pri moji generaciji vidim to enostavno, ko smo pač v iskanju te reševanja stanovanjske problematike, je zadeva takšna, da se obračamo po Slovenj Gradcu, po Ravnah, eventualno tudi po Radljah, medtem ko obratno tega ni zaznati. Se pravi, če boš nekomu v Slovenj Gradcu, moja generacija rekel, bi pa mogoče v Dravogradu kupil stanovanje, bo vsak rekel, ne, to je pa mesto duhov, tja pa ne grem. Se pravi, mi moramo v Dravogradu zagotoviti to, da bomo omogočili neko kakovost bivanja, da bomo že kot tako privlačno mesto, to je prva stvar. Druga stvar je pa o tem, ko govorimo mi o tem gradnji novih stanovanjskih objektov, sam sem mnenja, da tule Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima sredstva, da gradi se pravi več stanovanjske hiše oziroma blokovska naselja. Treba se tudi v tej smeri pogovarjati. Prav tako je pa en tak projekt, ki je bil pred leti aktualni in mislim, da so se ga v Ravnah na Koroškem tega tudi lotili, to je projekt Back to the Village, se pravi v sodelovanju z tem inštitutom, da gremo, da Dravograd razmišlja tudi v tej smeri, da se pravi, da je inovativno, da na tak način privablja in ohranja mlade v Dravogradu. Kar se tiče pa gospodarstva, sem, da se še na to navežem, sam sem mnenja, da tovarna Ivernik plošč v Tiškem Vrhu je res da v privat lasti, pa se mogoče ne ustvari dovolj dialoga z njimi, da na tej, bom rekel, dobri industrijski legi pustimo, da se ne opravlja dobene industrijske dejavnosti in to propada. Mislim, da je to slabo za občino, da se je treba tole pogovarjati, ker konec koncev tudi tole industrijsko cono v Tiškem Vrhu, ki jo gospod Preksovec tako omenja, je tudi v lasti privatnega investitorja, pa občina investira v to. Hvala. Mogoče počasi bi se premaknili proti koncu, ampak izvolite. Najprej glede štipendij, občina Dravograd že vrsto let sodeluje preko regijske razvojne agencije Koroške, kjer štipendiramo deficitarne poklice. Občina Dravograd je štipendirala zdravnike, zato imamo danes mlade zdravnike v našem zdravstvenem domu. Kar se tiče selitve iz Slovenj Gradca v Dravograd, verjamem, da se bodo zelo radi priseljevali. Mi imamo nov vrtec, smo, bom rekel, nad slovenskim povprečjem, pri nas se lahko v vrtec vpiše vsak otrok, katerega starši to želijo. Če statistično selitveni prebivalstvo v Dravogradu je +6, v Slovenj Gradcu pa 2,8. No, jaz bi šel kar na naslednjo vprašanje, pa ga navežem v bistvu tudi na to, kar ste omenili, in sicer na pravico oziroma na dostopnost do zdravnika, bom rekel. V Dravogradu se načrtuje novi zdravstveni dom, to je tudi vroča tema. Zdaj pravite, da je zdravnikov dovolj, torej so časi legendarnega doktorja Bibija, ko je bil sam za vse, dokončno minili v Dravogradu, ampak zanima me konkretno, kaj je s to lokacijo, trgovski center Meža, kjer je občina lastnica te ploščadi, kjer je včasih zamakalo, kolikor se spomnim, relaksu. Pa menite, da je ta lokacija dejansko primerna, glede na to, da je Dravograd razdeljen z Dravo, na drugi strani živi ogromno hiše tam, tudi bloki. Ne bo to potem še težja dostopnost, slabša dostopnost, gospod Preksavec, vi ste zagovarjali ta projekt za vse, ki potrebujejo zdravniško pomoč, spet bodo mogli na drugo stran, ni to malo novi problem, ki se kaže na obzorju. In pa kako je s financiranjem tega projekta, imate denar? Hvala za vprašanje. Sveda zagovarjam ta projekt je bil potrjen v 2 občinskih svetih, se pravi v 2 mandatih. Predstavljene so bile dokumenti identifikacije investicijskega projekta, investicijski projekt. Občinski svet, kot sem rekel, ga je že 2-krat potrdil. Sam projekt, pri njegovi izdelavi so sodelovali vsi deležniki, tako zdravstveni dom, lekarna, kot vse te nadstandardne dejavnosti, ki tam bodo, od fizioterapije, rentgena in drugih dejavnosti. Sam center bo imel 143 parkirnih mest, se pravi 43 parkirnih mest na ploščadi. Nad to ploščadjo bo potem zgrajen nov zdravstveni dom, 60 parkirnih mest bo na območju, bom rekel, policijske postaje, ki bodo prvenstveno namenjeni zaposleni, tako v zdravstvenem domu kot v upravni enoti in pa RRA-ju. Še 40 parkirnih mest bo pa ob samem, bom rekel, tem centru. Občina je tudi na podlagi sklepa občinskega sveta odkupila zemljišče tako od Ministrstva za infrastrukturo kot Slovenskih železnic. Zato se mi zdi, bom rekel, imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, imamo sofinancirski delež Ministrstva za zdravje, čakamo samo še na odločbo Ekosklada, ostanek sredstev bomo zagotovili z kreditom, da objavili razpis nekje v mesecu decembru in na to v drugem letu pričeli z gradnjo. In skrajno neresno se mi zdi, ko imamo že vse pripeljano tako daleč, porabljeno že toliko denarja, da pa se zdaj pogovarjamo, ja, mogoče bi ga pa predstavili pa delali 5 let študij. Verjemite, da po 5 letih v Dravogradu več ne bo zdravnikov. Gospa Marjeta Lek-Logošnik, vi ste kritični zdaj do te lokacije.
če prav razumem. Ja, jaz moram reči, da sem bila ena izmed tistih občinskih svetnic, pravzaprav mislim, da smo bili kar vsi, ko smo potrdili ta zdravstveni dom. Pa moram reči, da glede na pogovore, takrat rekla sem se odločila tudi na podlagi podatkov, ki sem jih dobila strani občine, od financ do analiz, ki so bile narejene, zato sem se tudi takrat tako odločila. Mi smo imeli tudi v prejšnjem programu tudi zapisano nov zdravstveni dom in sem videla tu krasno možnost, glede na to, kako je bila zadeva predstavljena. Ko pa se sprehajaš med ljudmi in bolj, ko razmišljamo o vseh teh stvareh, pa ko slišimo o poplavah pri reki Dravi, kjer naj bi bile na koncu tudi parkirna mesta, pa moram reči, da vseeno dobim pomisleke, zato sem tudi razmišljala v smeri, vse ena analiza narediti na hitro, za marsikaj damo denar, mislim, da to tudi ne bi bila taka grozna vsota, eno analizo narediti tega resničnega stanja, pa se potem odločiti. V Dravogradu imamo, na koncu rečemo, že zdaj Pompeji, pa so se zgradili, imamo Trabek, ki je popolnoma prazen, pa ne vemo, kaj bi si z njim začeli, ali bomo imeli turizem, ali bomo imeli lekarno, ali bomo imeli zdravstveni dom, ali bomo imeli ne vem kaj vse. V glavnem želja ogromno, pogledov na vse to ogromno, treba pa to narediti res strokovne analize, skupaj z občani, skupaj s strokovnjaki, pa jaz mislim, da se da to tudi narediti dokaj hitrem. Danes recimo je ena hitra anketa priletela, ravno mislim, da gospod Kljajič je dal na Facebooku ja ali ne, recimo, na tisti lokaciji. Danes imamo toliko orodij digitalnih, da lahko vse te stvari zelo hitro preverimo. Samo na hitro, da se preveri, kakšna je smiselnost. Dobro, gospod. Tako sem že večkrat omenil. 12 let sem na Koroški in nimam še osebnega zdravnika. Meni se zdi, da je prevelika investicija, to treba malo razmisliti, počakati v volitev, kaj bojo naredili mladi, kaj bojo naredili drugi. Kot mislim, 5 milijonov, lepo vas prosim. 5 milijonov, ki pa je še pribor pa vse skupaj, pa kadra nimamo, a spet želimo eno napako, spet želimo zdravstveni dom, da bo prazen. Meni zdi, da treba iti prvo v Ljubljano, pa dogovoriti, da dobimo neke zdravnike osebne. Bolj pa lahko o tem razmišljam. Meni zdi, da 5 milijonov lahko mi uporabimo za druge namene, ki so bolj potrebne, v obnovi zdravstvenega doma, vrtca, izgradnje novega in tako naprej. Glede na to lokacijo, ki je omenjena nad trgovskim centrom Meža, meni se osebno definitivno ne zdi to primerna lokacija. Po pogovorih z občani in občankami je bila povratna informacija v pretežnem delu tudi ta, da se novega zdravstvenega doma kot takega v tem trenutku sploh ne potrebuje. Treba bi bilo na prvi vrsti zagotoviti optimalno delovanje obstoječega zdravstvenega doma, ne pa, da se tudi na telefon v določenih primerih nihče ne javi in ne samo v določenih trenutkih, ampak tudi po par dni občani in občanke ne pridejo do svojega zdravnika, ne pridejo do povratne informacije. In definitivno bi bilo potrebno najprej vzpostaviti normalno delovanje obstoječega zdravstvenega doma, komunikacijo z občani in delovanje v korist občanov in občank. Strinjam se z gospod Rekovo, eno hitro analizo, kje in kako postaviti nov center. Mislim pa, da vse investicije, ki so bile že namenjene rešitvi te ploščadi Meža in vsem zamakalnim izzivom, ki so bile v preteklosti, ne samo pri relaksu, ampak mogoče še pri komu drugemu tudi, da bi vse to lahko uporabili za izgradnjo novih stanovanj ali pa kakršnih koli drugih namenjenih prostorov. Meža kot parkirni Ste že povedali, za vas ni primer. Hvala lepa. Gospod Kotnik. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče te lokacije in cele gradnje in vse skupaj, jaz sem mnenja, vsi smo lahko kaut selektorji, ne moramo pa si voditi nogometnih ekip. Tako da, če tule razmišljamo, pa se bomo mi v neki strokovnosti pogovarjali, kako graditi in kako ne graditi, ne bomo prišli daleč. Je pa res to, da sem pa sam mnenja, da je treba projekt zdravstvenega doma revalvirati v tem smislu, da določimo, katere storitve bomo imeli v tem zdravstvenem domu. Jaz tule vidim za Dravograd priložnost v tem smislu, da bomo lahko imeli neke zdravstvene storitve, ki jih na Koroškem primanjkuje in bi na tak način lahko pač enostavno privabljali ljudi, da prihajajo v Dravograd pač na te zdravstvene storitve, da tudi dvignemo kvaliteto bivanja s tem na Koroškem. Zdaj, kar se mnenja, da to je pa spet ena propadajoča stavba, ki jo
prihodna občinska struktura mora nasloviti. Ne smemo si privoščiti to, da bi, čeprav se to prodajo v privatni lasti, da se tule kupi nekdo, pa bo tule delal neke samske domove in bo to res postalo kot neko tranzitno moče. V nekem faktorju priseljevanja je prej gospod Preksa zgovoril, jaz se bojim, da tule veliko tega udeleženo, predvsem v te, tranzitni migraciji, se pravi, pride tranzitna delovna sila, ki gre pa potem naprej, zato imamo tako močni faktor priseljevanja, če pa gledamo nek naravni prerast, odrast, smo pa gladko v rdečih številkah. Tako, moja ideja je, kot sem že prej povedal, da v Dravogradu zagotovimo nek razvoj, ki bo Dravograd popeljal na neko novo svetlo prihodnost od razvoja, kar bo pač omogočalo bolj kvalitetno življenje. Skratka, okoli zdravstvenega doma so mnenja nekoliko različna. Zdaj bi pa kar mogoče sklenil, ker smo že malo prekoračili uro z enim zadnjim vprašanjem, oziroma zadnjim krogom vprašanj, kako oživiti družabno življenje v Dravogradu. Spominjam se starih časov, ko je bila tu še Koroška opcija, pa prireditve od Šanka do Šanka in tako naprej. Igrala se je prva slovenska nogometna liga, šport je bil na visoki ravni, igra se košarka, športne šole so, bi rekel, pogoni delujejo. Skratka, ni pa ponovno tistega nekakšnega družabnega življenja, po katerem je tudi Dravograd nekoč bil znan. Ljudje so prihajali, odhajali, se družili, zabavali in tako naprej. Ne nazadnje tudi dvorec Bukovje, nekateri pravijo, da je večkrat tudi mesto duhov, kljub temu, da je tukaj veliko zanimivih in lepih prireditev. Danes sem tukaj srečal bolj ljudi, ne toliko duhov, več ljudi, tako da danes v redu, super. Zanima me mogoče za konec, kako bi dejansko oživili mesto Dravograd, pa začnimo pri gospe Podgoršek. Ja, glede na to, da tudi poučujem turistično vzgojo, idej imamo ogromno, že z učenci imamo ogromno idej, jaz bi rekla tako, trg je vsekakor preprazna. In zdaj postaja tudi spalno naselje, kar me zelo moti, moralo bi postati neko gostinsko, trgovsko središče, da bi ljudje prihajali, s tem bi mogli seveda urediti potem tudi parkirišča. Zavzemam se vsekakor za to, da bi se dogajal letni kino, potem drsališče recimo. Saj vem, da so to vsote, ampak če želimo ponuditi neko dobro okolje, neko okolje, kjer bomo ljudje radi živeli, da bomo radi prihajali, potem bomo mogli dati denar tudi za take stvari. Pred leti se je naredilo drsališče, ker pač Bukovje v Senca, pa je bilo prazno. Saj jaz vem, da je verjetno dražje vzdrževanje sred trga, ampak težava med počitnicami je že prevoz do Bukovja. Tako kot ste rekli, Bukovje je krasno, čudovito in je prav škoda, da se tu ne razvija tudi kongresni turizem, podobno kot recimo v Rakičanu. Tam je tisti dvorec v bistvu skoraj propadel, so se usmerili v kongresni turizem. Recimo tu imamo zgor na vrhu krasne sobe, bi lahko ljudje prespali, prišli, imamo krasne sobane, kjer bi se lahko izvajale delavnice in bi se ta turizem tudi v tistem času, ko se nič ne dogaja, bi lahko recimo koristili za to. Trg vsekakor oživiti torej tudi spodbudami za mlade podjetnike, da mogoče si naredijo kakšne trgovince, potem da si kakšne obrtne delavnice. Včasih so rekli, od Šanka do Šanka smo lahko hodili, zato ker je bil res vsaka druga hiša imela šanka. Danes pa tega seveda ni. Drugače. Je popolnoma drugače. V redu. Veliko idej ste povedali, gospod Šenekar, kako bi vi oživili ta pozitivni duh Dravograda. Mislim, da bi mogli del proračuna nameniti kulturi. Kot vidite, Dravograd je mrtvo mesto, imamo luknjo za mlade, idealno, koncerti, tako naprej. Pol imamo Šanka do Šanka, tako ste omenili, včasih ni tega, treba nazaj oživiti. Štefana vse, ne vem, zakaj so ga postavili na mostu. Tam dol sem šel z otroci, smo bili vsi dan, en dan bolani, zakaj ga ne pristili drugam, lepo prosim, ne. Pol tukaj recimo Bukovje, tako smo rekli, dvorec Bukovje, biser Dravograda, zakaj ga ne izkoriščam, ne vem. Kako? Povejte kako? Kako bi ga izkoristili? Kulturni dogodki. Saj so, ampak... Samo premalo delamo na tem. Povezali bi z stolpom, recimo razgledno točko naredili. Če gledamo Rogaška, doli črpa, je največji stolp, gradijo in črpa največ sredstev. Poglejmo si gori, sobe bi lahko naredili, bi spali, kolesarji spali, vsi bi lahko bili. Ne vem, zakaj na tak način ne začnemo oživljati.
pač bi proračun treba malo drugam tudi presmeriti. Sem pristaš, da zgodovina je sicer dobra učiteljica, ampak časi in trendi se spreminjajo. Glede na naravne danosti bi jaz to najprej izkoristila v občini Dravograd. S tem bi imeli tudi najmanjšo investicijo v to razvijajočo se panogo. Najprej bi oživila podeželje in sekundarne dejavnosti na nivoju turizma, zaradi tega, ker bi bila investicija najmanjša in to bi bil tudi prvi pokazatelj, da je turist res pripravljen priti. Govorimo o pohodništvu, govorimo o gorskem kolesarjenju. O tem smo tudi že precej kako bi družabne prireditve, oziroma kaj imate v misli, kaj bi v Dravogradu vleklo? Vi ste prišli v drugot in imate mogoče drugačen pogled. Kaj v Dravogradu bi potegnilo? Definitivno koncerti na prostem, gospa Rek je omenila kino na prostem. Imamo ogromno društev, ki imajo svoje dejavnosti, od sadjarskega, lovskega in tako naprej. In to so stvari, ki lahko potegnejo turista, ker jim lahko usporedno prodamo tudi naravo in kvaliteto lokalnega življenja. Bi morali bolj spet podpreti šport, da bi se vrnil na pota stare slave, oziroma kakšna je vaša vizija življenja? Ja, zdaj, kar se tiče športa, če primerjamo Slovenj-Gradec, pa danes vidimo, kje je rokometni klub Slovenj-Gradec, pa vsi Slovenj-Gradčani grejo v Slovenj-Gradcu rokomet doma, je tudi v Dravogradu lahko rečemo, da je včasih bil rokomet doma, pa danes mogoče ni več. Zdaj tudi, da bi občina direktno investirala v klub, je iluzorno pričakovati, sem pa mnenja to, če se nekdo kot župan vključi v neki dialog z klubom, potencialnimi sponzorji, tako smo prej omenili, da so Elektrarne Maribor, pa sigurno lahko ima to pozitivno vpliv na delovanje kluba. Sam sem pa mnenja glede oživitve, dogajanja v Dravogradu. Trenutno pogrešam predvsem to, da se ne dovoli vključevati mogoče neki civilni družbi pri nekih aktivnostih oziroma nekih idejah, kaj bi lahko v Dravogradu upeljali. Recimo pred leti je bila ideja okrog božičnega decembra, sicer se je to potem izpeljalo nekako, skoraj bi rekel na silo, jaz bi to spodbujal. Jaz bi spodbujal take ideje, se pravi, če gremo v to, da bomo imeli božični trg, gremo, zakaj ne? Nemo narediti neke kuhančke, čaje ali kaj podobnega, pa se lahko ljudje pridemo, sprehodimo in se pač malo podružimo. Potem, kar se tiče prireditev, včasih je bilo od šanka do šanka, še vedno je to v času občinskega praznika zelo aktivno v Luknji. Privabljamo pač te skupine, kar je tudi letos bilo, upam, da ne samo zaradi tega, kar je predvolilno leto. Želel bi si predvsem tega, da bi v Dravogradu prišlo še več teh stand-up prireditev in podobno. Še gospod Preksavec, pa zaključimo ta krog. Ja, realno bo Staro-Trško jedro zaživelo z izgradnjo obvoznice. Do takrat bomo se seveda potrudili, naredili vse, da pripeljemo tudi kakšno, prireditev pred cerkvijo Svetega Vida. Res je, da je to povezano z vsemi temi elaborati in varnostnimi zahtevami, ampak kjer je volja, je tudi moč. Drugače pa v občini Dravograd, jaz sem ponosen na našo občino, na naš kraj, na vsa naša društva, bogato družbeno življenje, kdor se želi udeležiti kakršnekoli prireditve, je seveda zelo dobrodošel. Zato ne bi bil tako črnogled in rekel, da zdaj pa družbenega življenja v naši občini ni. Je zelo bogato, naša občina je velika, imamo odlične, tako pevske zbore, gledališke predstave, ne vem, v Črnečah, na drugi strani imamo zopet kaj drugega, likovno sekcijo, tako da bogato življenje. Dvorec pa nikakor ni, kraj duhov. Naš dvorec je eden izmed najbolj zaželenih lokacij za sklenitev zakonske zveze. To pomeni, da ima neko pozitivno karmo. Kar se tiče kongresnega turizma, se že odvija. Tukaj se odvija tudi seje vlade Republike Slovenije. Občasno. Kar tri kratke replike. Ste končali? Ja, jaz bi mogoče še to omenila, kar je prej tudi Rok omenil. Sama sem tudi v svetu Zavoda Draviti in pred korono smo ravno Nova Slovenija, pa tudi v bistvu moja stranka takratna, smo predlagali praznično tržnico v Dravogradu in bom tudi tako povedala, da na koncu sva z gospodom Kotnikom ostala sama, pripravljala praznično tržnico. Moj sin je pomagal krasiti pred šolo, obešal lučke, krasil. Tako da je tisti trg oživel za 3 dni, rekla, sofinancirali so, krajevna skupnost, nekaj malega je dala občina, nekaj malega je dal Dravit.
Na koncu so v bistvu to bili finančni prispevki, v resnici smo pa delali vsi drugi in izvedli, rekla, trodnevno uspešno tržnico in tega si želim tudi danes. Hvala, gospod Kotnik. Še vi ste želeli, pa gospod Čenek. Ja, jaz se pač bojim tega, jaz se strinjam s tem, da imamo mi nekaj pevskega zbora Dravograda, pa prav, da spodbujamo to kulturno dejavnost, da gredo. Ampak če želimo mi Dravograd prepotiti, če želimo mi Dravograd res ponuditi neko novo vsebino, da neko prihodnost, svetlo prihodnost naprej, da bo zaželen kraj na Koroškem, bom rekel, da pač moramo privabiti te nove dodatne storitve, ki bodo za naš in za naše sokrajane zanimive. Še gospod Čenek, ker je hotel. Tako kot je omenil gospod Anton Preksavec, poročna dvorana, če se ga dotaknili tega. Vidova cerkva, kupil sem se ja ženo, ko nas je poročila gospod Cigala, ker je tam odzadaj. Hvala lepa. Čestitke. Bi rad samo omenil, Vidova cerkva ni bila za plačati, meni se zdi tu Bukovje pa je bilo zaradi tega. Ja, račun še dobite. Na tak način. Tako, spoštovani, jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste prišli danes. Vam, spoštovani kandidatki in kandidati, tudi najlepša hvala za sodelovanje. Povzetek današnjega sonča tudi jutri v večeru, tudi v video obliki, ker naše kolegice in kolegi pridno snemajo. Hvala še enkrat, vam želim srečno izbiro, vam pa seveda tudi veliko uspeha na volitvah. Volivci in volivke imajo vedno prav, tudi kadar se zmotijo. Hvala.